Za naslednje stanovanje lahko rečemo, da je posrečena kombinacija starega in novega. Polno je predmetov iz druge roke, ki jih arhitektka strastno zbira ter skladišči in ko se pojavi prilika, jih umesti v nov ambient. Nahajamo se v Ljubljani pred večstanovanjsko hišo iz konca 19. stoletja, v kateri sta si mati in hči uredili dom čisto po svojem okusu. Že takoj ob vstopu v njeno stanovanje začutimo žensko energijo. Da je zaradi vašega hrepenenja po Ljubljani vaše stanovanje bolj ljubljansko od drugih ljubljanskih stanovanj. Zakaj točno gre? Ja, res, da sem se vrnila v Ljubljano po nekaj letih in ko smo že pri hrepenenju po domačem, se mi zdi, da nas zelo zaznamuje v življenju to, kjer prihajamo, naš izvor, okolje, kjer smo se rodili in preživeli otroštvo, mentaliteta ljudi, ki so bili okrog nas, podnebje, materiali, ki so se pojavljali v tej okolici, barve. In temu primerno sem se tudi vrnila s tem občutkom veselja, da to lahko spet doživim. Po čem se pa najbolj kaže ta vaš lastni slog opremljanja stanovanja? V kakšnih detajlih? Da naredim enostavno to, kar me navdušuje in inspirira, kar mi je lepo. Pa kadar delaš zase, ne rabiš tega utemeljevati, tako da lahko hitrejš pa bolj spontano narediš določene stvari. Gola opečnata stena je tudi sicer arhitektkin priljubljen element, saj je mnenja, da stara opeka v prostor vnese historičen moment, pa tudi toplino. Tukaj je bila opeka v enem delu žal slabo ohranjena, zato so steno v kuhinji nazaj ometali. Drugi pomembni in značilni detajli v stanovanju so številna ogledala iz različnih časovnih obdobij. Ta v prostoru odbijajo svetlobo in pričarajo dodatno iluzijo. Velik poudarek zato arhitektka daje tudi umetni svetlobi oziroma svetilom. Tudi ta so iz različnih časovnih obdobij, od sodobnih vgradnih svetil do lestencev in samostoječih svetil. Svetili spreminjamo vzdušje v prostorih. Enako je z zavesami, ki jih prav tako rada uporablja. Tekstil svojo mehkobo doda prostoru posebno teatralnost, obenem pa služijo tudi kot nekakšna pregrada, saj zakrivajo poglede v intimnost doma. V spalnici rada uporabi, kot pravi sama, dramatične zavese iz žameta v vinsko-rdeči, grozno-zeleni ali zlati barvi. Slednje pričarajo glamurozen prostor sanj, kar naj bi spalnica tudi bila. Zelo zanimiva se mi zdi uporaba zaves pri vhodnih vratih. Imate kompaktna vrata, potem pa še težke zavese. To pa je sosledje usode. Najprej nisem imela denarja za vrata, pa sem dala samo zaveso. Ja, potem pa smo se tako navadili, da smo tudi, ko so vrata prišla, še zaveso pustili. Ste pri prenovi stanovanja spreminjali tloris? Je padla kakšna stena? Ste jo na novo kakšno postavili? V moji sedanji spalnici je bila namreč prej kuhinja. Od tam so tudi ostale te knjižne omare. Rada pustim v prostoru pečat njegove usode, no? Tako da to me je tudi v tej spalnici ratalo. Stanovanje je imelo v prvotnem tlorisu 2 prehodni sobi in le eno zasebno. Nekaj sprememb v tlorisu je bilo potrebnih, da bi stanovanje priredili za njune trenutne potrebe. Stena med sedanjo dnevno sobo in jedilnico je bila podrta, tako da sta ta prostora med seboj povezana, medtem ko sta spalnica in otroška soba zasebna, neprehodna prostora. Ana Gruden je tudi zaradi svoje strasti do starin izjemno spretna v kombiniranju pohištva iz različnih časovnih obdobij. Tako so recimo v sicer sodobni kopalnici pristale cementne ploščice iz začetka stoletja. Stare lesene sanke je domiselno spremenila v knjižne police, star dotrajan stol je polepšala s prevleko iz poslikanega slikarskega platna. Veliko leseno skrinjo v jedilnici, ki jo je dobila od električarja, pa uporablja kot prostor za sedenje in odlaganje časopisov. Poceni replike Amesovih stolov je razporedila ob staro leseno jedilno mizo, ki jo je seboj pripeljala iz Berlina. Tudi tipsko kuhinjo, ki jo je kupila zares poceni, je nadgradila. Skupaj s hčerko sta se poigrali s keramičnimi ploščicami pastelnih barv in iz njih naredili unikaten kuhinjski pult.
Mala Eva je, ker jabolko ne pade daleč od drevesa, tudi sama zelo kreativna in samosvoja. Zanima me, kako veliko je stanovanje in ali to drži, da je obnova starega meščanskega stanovanja dražja od recimo nekega novejšega stanovanja z mlajšo letnico? To stanovanje je veliko, malo več kot 80 kvadratov. Staro je pač 230 let. Res, da so prenove starih stanovanj razmeroma drage. Glede na moje izkušnje se nahaja ta cena nekje med 600 pa do 800 evri po kvadratu. Je pa vse seveda zelo odvisno od materialov, ki jih v stanovanje vgradiš. Meni je zelo pomembno, da vse vgradne stvari v stanovanju, kot so parketi, kopalniška keramika, armature, da so kvalitetne. Ostale stvari pač pa glede na finančno zmožnost temu priredimo. Osebno sem pri prenovi tega stanovanja resnično rabila varčevati in sem temu primerno tudi dimenzionirala stene, tako da sem lahko znotraj njih uporabila tipsko pohištvo, tipske omare in pač tipsko kuhinjo, da se nisem rabila posluževati nekih mizarskih rešitev, ampak da sem s čim cenejšim vložkom dobila največji možen efekt.